Najprej sveži dnevni podatki o številu pozitivnih vzorcev in pa številu testiranj. Torej do tega trenutka, podatki so čisto sveži, stari mogoče minuto, imamo skupno 31 pozitivnih vzorcev in pa 1643 testiranj. Po podatkih, ki jih imam z obeh laboratorijev, imamo precej vzorcev tudi v delu, tako da je trenutno v delu na mikrobiološkem laboratoriju približno 100 in pa na nacionalnem laboratoriju približno 180 novih vzorcev. Pričakujemo pa v večernih urah še eno tako pošiljko. Za vse primere iz včerajšnjega dne trenutno poteka epidemiološka preiskava, torej popis kontaktov in pa testiranje vzorcev. Zdaj moram še enkrat opozoriti na varstvo osebnih podatkov. Veliko se v medijih pojavlja tudi osebnih podatkov o pacientih, tako da tukaj bomo tudi v nadaljevanju maksimalno spoštovali varovanje osebnih podatkov pacientov in podajali javnosti tisti del potrebnih informacij. Včeraj smo izpostavili delovanje novega klicnega centra. Telefonsko številko lahko še enkrat ponovimo: 0800 1404. Klicev je bilo zelo veliko, že v prvi uri po tiskovni konferenci smo imeli nekaj 10 klicev, do tega trenutka več kot 700 klicev. Opažamo pa, da kličejo tudi zdravniki in pediatri, tako da bi prosil stroko, da ne zaseda teh linij. Ta klicni center je namenjen izključno in samo prebivalstvu, tako da stroka ima za to predvidene kontaktne številke, na katere jim seveda podajamo vse potrebne informacije. Od danes naprej bo v mobilnih sporočilih, ki jih dobite, ko prestopite mejo, torej ko vstopite v Slovenijo in se prijavite na slovenskega operaterja, boste dobili na mobilnem telefonu sporočilo, vam ga bom kar prebral. Ob vrnitvi iz tujine bodite pozorni na svoje zdravje. Če se slabo počutite, kašljate in imate vročino, ostanite doma in po telefonu pokličite svojega osebnega zdravnika in preverite ravnanje glede virusa COVID-19. Več informacij na telefonski številki 080 14 04. Torej to bo sporočilo, ki se izpiše na vseh mobilnih telefonih. Trenutno aplikacija že deluje pri operaterju Telekom, pri drugih operaterjih bo pa to vzpostavljeno v toku današnjega dne. Mogoče še nekaj pojasnil v zvezi s statusom ukrepov, priporočil in pa uredb, ki smo jih včeraj sprejeli na Svetu za nacionalno varnost. Odredba, ki prepoveduje dogodke večje od 100 v zaprtih prostorih, velja od polnoči, tako da je danes že v polni veljavi. Veliko vprašanj prihaja tako na ministrstvo, kot tudi na vse kontaktne številke, kaj to pravzaprav je, kateri dogodki, tako da vam bom tukaj zelo natančno poskušal pojasniti, zakaj gre. Pomeni, da gre tudi za kinodvorane, veliko kinooperaterjev nas kliče, torej gre tudi za kinodvorane, kjer se zadržuje več kot 100 gledalcev. To ne velja za nakupovalna središča, ne velja za manjše lokale, ne velja za zasebne dogodke, ne velja za poroke, pogrebe in ne velja za verske obrede. Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil zloženko, ki jo bo Pošta Slovenije v najkrajšem možnem času, torej v naslednjih dneh, distribuirala v vse gospodinjstva, torej v vse nabiralnike. Te zloženke bodo prejeli vsa gospodinjstva, tudi tista, ki imajo nalepko, torej to rumeno nalepko, tako da bo približno 730 tisoč letakov v naslednjih dneh v nabiralnikih. Zdaj na tem letaku, ki vam ga bom tukaj pokazal, je nekaj najpomembnejših informacij za prebivalstvo. Torej najprej najpomembnejša kontaktna številka klicnega centra, potem kako ravnati v primeru, če nekdo zboli, kakšni so vidni znaki oziroma simptomi,
kako v primeru, da pacient zboli ali ima vidne znake, torej kako gre postopek, koga pokliče, kje so vstopne točke in tako naprej, in nekaj osnovnih informacij v zvezi z potovanji v tujino. Torej, ta letak bo v naslednjih dneh v vseh gospodinjstvih. Veliko vprašanj od včeraj je tudi z mejo z Italijo. Lahko povem, da smo danes skupaj z ministrom za notranje zadeve in predstavniki ministrstva, s predstavniki ministrstva za zunanje zadeve, predstavniki civilne zaščite Rdečega križa in pa ministrstva za zdravje že sestavili delovno skupino, ki pripravlja ukrepe za mejo z sosednjo Italijo. Takoj po tej tiskovni konferenci z delom nadaljujemo. Dogovor pa je, da se vzpostavijo ad hoc kontrolne točke na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. Kako bo sam proces potekal na teh kontrolnih točkah, več v jutrišnji tiskovni konferenci, ko bomo natančno dogovorili ukrepe, ki jih bomo izvajali. Uvedli smo oziroma bila je izdana uredba o prepovedi letenja. Govorimo o začasni prepovedi letenja oziroma pristajanja vseh zrakoplovov iz italijanskih letališč. Prav tako velja prepoved za pristajanje letal iz Kitajske, Južne Koreje in pa Irana, vse to z namen preprečitve širjenja virusa. Prepoved že velja današnjem dnevu. Danes smo imeli prvi skupni sestanek odhajajoče in prihajajoče vlade, na kateri sta bila prisotna tudi oba predsednika, kjer smo informirali novo vlado o trenutni situaciji, o ukrepih, ki jih izvajamo, in dogovor je tudi v prihodnje, da v teh zadnjih dneh pred odhodom praktično dnevno sodelujemo in obveščamo tudi novo prihajajočo vlado o ukrepih, ki se izvajajo, in epidemiološki sliki, ki v državi je. Danes smo imeli izreden dogodek v zdravstvenem domu Koper, nekateri mediji ste že o tem poročali. Epidemiologi trenutno preverjajo situacijo, gre za to, da sta dva okužena pacienta stopila v zdravstveni dom Koper. Torej, zopet je šlo v tem primeru za nespoštovanje oziroma neupoštevanje navodil in na tem mestu še enkrat, kot velikokrat že v zadnjih dneh, prosim in pozivam in apeliram na vse prebivalstvo, da se striktno držijo napotil in navodil in ne prihajajo okuženi ali z vidnimi znaki koronavirusa v zdravstvene domove, niti v bolnišnice, pokličejo oziroma kontaktirajo svojega osebnega zdravnika in ta jih bo napotil na najbližjo vstopno točko, kjer bo vzet bris in izvedeno testiranje. Veliko vprašanj v zadnjih dneh prihaja tudi na temo bolniške. Za obolele za koronavirusom veljajo standardna ali pa normalna pravila za bolniški stalež. Za vse, ki bodo pa v karanteni in jim ni mogoče odrediti dela na domu, pa potrebujejo odločbo o karanteni in na podlagi te odločbe bodo upravičeni do povračila polovice plače, ki je za zdaj strošek delodajalca. Na Ministrstvu za delo pripravljajo interventni zakon, ki mislim, da bo pripravljen v naslednjih dneh, tako da bo del bolniške, in sicer 40%, pokrila država.